Lepo pozdravljeni v današnji oddaji Meloni Juice. Danes sem gospe povabil Matjaža Kekca iz podjetja Arba da Karba, beri naprej in čaraj nazaj. Matjaž, pozdravljen, sem povedal prav? Nisi. Iz podjetja Arba da Karba, beri nazaj in čaraj naprej. Hvala, sem popravil. Matjaža verjetno poznate, najbolj po Daily Balance, tisti, ki vas spremljate na socialnih omrežjih. Matjaž, da nam malo več povedati, kaj si se odločil za Daily Balance, kaj sploh pravzaprav to je in kakva je tvoja misija? V bistvu, Daily Balance je ena čisto osebna moja stvar, je celoletni izziv za leto 2020. Zadal sem si, da bom vsak dan si dal drug predmet na svoj nos, brado ali čelo in ga držal vsaj 5 sekund. Zakaj sem se za to odločil? V bistvu je padla ideja na turneji naših decembrskih nastopov. Zelo spontano vse skupaj, ampak sem se tega lotil zelo resno in dosledno. Super. A misliš, da je bila Daily Balance naredil s tole mizo? Zagotovo. Bomo posnela. Ok. Današnji Daily Balance bo za tole mizo. Leto, 5 sekund. Simple ko pasel. Da nam pove nekaj več, kak je prišel do trgovinice, kdaj ste začela, skupaj imate svojo ženo, čeprav vem. Kdaj ste začela, kako dolgo že, kakšna misija, kaj dejansko prodaja ta Arba da Karba v trgovinici? Trgovina Arba da Karba je nastala pred 3 leti. Bili smo takrat v mestu, smo se potem preselili spet na drugo lokacijo v centru mesta Ptuja, zdaj pa smo leto pa pol v trgovskem centru, kot center na Ptuju. Naša ponudba je v trgovini vse za zabavo, vse za poroke, dekoracije, baloni, igrače. Je pa ideja prišla iz zelo povezave z našimi storitvami, ki jih nudimo. To so pa animacije in predstave. Prišli smo dostikrat na dogodek in smo videli tam, da imajo ljudje ogromno dekoracij, seveda slavljencu je vedno treba dati darilo. In je prišla ideja, da dajmo narediti celostni koncept, torej vse na enem mestu, Arba da Karba, vse za zabavo, vse lahko dobite pri nas, animacijo, dekoracijo, darilo za vsako priložnost. Torej, poleg trgovine z, bomo rekli, nekimi dodatki za zabave, darili, so tudi animacije. Tako. Pa so to animacije za podjetja, animacije za zasebne osebe, kakve s tem? Za vse. V bistvu prilagajamo naše programe za prav vsako priložnost, kjer so otroci, tako kot privat zabave, rojstnodnevne, mogoče kakšne druge priložnosti, ko je več otrok, za družinske dneve v podjetjih, team buildinge tudi delamo, ogromno, vedno več delamo z občinami in javnimi zavodi na teh javnih dogodkih. Imamo v bistvu programov, lovimo vse tematike, velika noč, decembrski programi, poletni programi, počitnice. Imamo sestavljene programe za prav vse, lahko pa jih z veseljem prilagodimo na barvo dogodka. Super. Podjetje, če pogledamo, kakšna animacija sploh podjetja vzame, da se ne predstavljamo v nekem podjetju, kaj je 100 plus zaposlenih, kakšno animacijo oni potrebujejo? Okay. V bistvu potrebujejo animacijo za podjetje kot družinski dan. Okay. Pridejo torej zaposleni za svojimi družinami in tam je potrebno tem otrokom zagotoviti neko kvalitetno aktivnost. To ponavadi naredimo z našimi spretnostmi, smo iz cirkuških voda, zato so naše animacije po večini obarvane cirkuško. Napihnemo napihljiva igrala, trenutno jih imamo kar 5 pod našo streho, so tudi določene igre, ki so primerne tudi za starše, pripravimo kakšna tekmovanja otroci proti staršem ali pa ekipe po družinah. Tako da je res zabavno in pisano doživetje v bistvu za vse, ki so na tem dogodku. To je res zabava in za otroke in za odrasle.
Katera so pa kaj podjetja v Sloveniji, na primer, ko so se že do sedaj odločala za takšne animacije, seveda, če ni to poslovna skrivnost? V bistvu ni poslovna skrivnost. Zdaj 2 leti zapored smo bili glavni organizator za, v bistvu ta največji naš naročnik za podjetje Akrapovič. Drugače delamo za njih 4 leta, preko podizvajalcev. Zdaj smo dosti delali za Mercator, tudi v reklami smo z ženo. To sem tudi videl na televiziji. Mercator pike, zbirajmo pike. V bistvu je kar nekaj teh podjetij, tudi za Perutnino, tudi smo delali, še mnogo drugih, ne vem, če bi še res stavil. Velika podjetja, s katerimi si do sedaj sodelovali. Zdaj pa pridimo na malo bolj, bomo rekla temo, neprijetno temo, koronavirus, trgovinica je verjetno mogla biti zaprta. Kaj ste delali v tem času? Ja, koronavirus. V tem času se je zgodilo kar nekaj sprememb. V bistvu nismo mogli delati animacij, dogodkov ni bilo, trgovina je bila zaprta, kaj pa zdaj? Ja, bili smo primorani odpreti spletno trgovino. V to spletno trgovino smo vložili ves svoj trud, čas za to, da smo jo vzpostavili. In moram priznati, da je bilo zanimanje zelo veliko, prodaja je bila zelo dobra, smo zelo zadovoljni z našim izidom. Smo pa uvedli tudi dostavo na dom, lastno dostavo na dom v Ptuju in okolici, čeprav zaradi logističnih preprek, ki so se dogajale v tem času, korona času, smo dostavljali tudi en balon na Dolenjsko. Kaj si, ja, predanost. Predanost, to je predanost. Viš, to je branding, bi ma rekel, ne? Zato, ker tisti, ko si mu dostavil na Dolenjsko balon, verjetno te ne bo nikoli pozabil. Zagotovo. Da je iz Ptuja, da je prinesel balon na Dolenjsko. Super. Zdaj pa, trgovinica, mislim, spletna trgovinica je zalaufala, rečemo, je zalaufala pred korono že, ali med korono, ali kak je bilo? V bistvu je bila spostavljena kak mesec pa pol pred korono. Ni bilo nekih rezultatov, bili smo kar malo razočarani, priznam, ampak nismo pa bili tudi kaj preveč aktivni, ker smo pač zdaj dojeli, da iz nič ni nič, tako kot srednja trgovina, fizična trgovina, če nisi aktiven, če se ne pojavljaš, ni nič. Tako da smo potem po nekem času smo dali poudarek vsi skupaj na to trgovino in povabili čim več ljudi na njo. Zdaj že pogledamo, že sam si omenil, da na primer, če imaš spletno trgovino, če nič ne delaš, ni obiskovalec isto fizične trgovine, lahko postaviš v centru Ljubljane, bo prišlo 1 pa 2, tako usput, ampak ne bo pa tistih pravih obiskovalcev, kako bi se zanimali za produkt. Zdaj, če pogledamo, verjetno ste mogli nekaj oglaševati. Kako ste se lotili tega? Ste to sami šli v oglaševanje, ali ste najeli agencijo? Kako je izgledala te prvi koraki? Doletela nas je kriza, prihodka ni bilo zagotovljenega. Kaj so ti koraki, ko si jih lahko naredil sam, na primer? Ja, v bistvu vse skupaj se je začelo na našem ljubem Facebooku. Tam se mi zdi, da je še vedno nekako dovolj ljudi oziroma veliko ljudi, katere smo probali preko lastnih profilov doseči in jih povabiti, oznaniti, da smo jih ozavestili v naši spletni strani, da tam sploh obstajamo. Potem smo se posluževali oglaševanja čist sami, v bistvu smo nekaj oglasov dali gor in pa seveda podjetje, ki nam je delalo spletno stran, nam je ponudilo tudi že v preteklosti neko oglaševanje in so oni pripravili neke oglase oziroma neki parametri se obstajajo, jaz se sicer ne spoznam toliko na to, in so oni to nastavili in smo potem nekako skupaj dali spletni marketing zagnali naprej. Torej, poleg tega, da si se ukvarjal z lastno prodajo, ko si se tudi izobraževal v tem času, ne? Res je, za v bistvu pridobivanje znanja vedno je nekaj novega, vedno, ko si postaviš eno vprašanje in ko pridobivaš odgovor, dobiš 10 novih vprašanj in bolj prideš dalje in spet in non-stop so vprašanja, non-stop dobivaš odgovore in nova vprašanja si moraš postavljati. Tako da ja, ogromno smo se naučili v tem korona času, kako biti viden v tej poplavi
oglasov. Torej, če pogledamo, je bilo vredna izdelava spletne trgovine, se ti zdi, da je bil to pravi korak, ki ga ste naredili, ali bi... Izdelava spletne trgovine in oglaševanje prek spleta je bilo nujno za naš obstoj. Se tretiram kot zdravo podjetje, zelo dobro podjetje, ki dobro stojimo, delamo dobre stvari, ampak priznam pa, če nam ne bi preko spleta vsaj deloma ne bi prihajale stvari nazaj, torej promet prihajal, bi bilo zelo, zelo težko zdaj v tem momentu. Torej, bilo ključnega pomena spletna trgovina. Super. Torej, veliko podjetij je zdaj v tem času razmišljalo o tem, zakaj nismo že prej to naredili. In zdaj se vidi, tisti, kjer so stopili na vlak s časom, so obstali, tisti, kjer so pa ostali zadaj, pa žal imajo, bomo kar rekli, precej težav. Matjaž, kje lahko te ljudje najdejo? Mislim, kje te lahko poiščejo, če potrebujejo darilo, potrebujejo balončke, animacijo, res ful super balončke imajo, tudi jaz sem svoje dragi že kupil za balone, moram pohvaliti ga. Kje te najdemo? Torej, najdete nas na spletni strani www.arbadakarba.si. Na Facebooku smo aktivni pod Arbada Karba Party Shop. Seveda pa nas fizično lahko tudi obiščete v naši trgovinici na Ptuju, v trgovskem centru Q-Center. Zagotovo nas boste videli, smo res taka krasna, mala, butična trgovinica na sredini centra. Zelo preden te spustim domov, me še zanima, kaj pa v prihodnje, kaj načrtuješ, kakšne novosti, kje te bodo ljudje lahko videli, nasplošno, kaj lahko pričakujemo od Arbada Karba? V bistvu je tako, z ženo Tino sva seveda vedno strmima k boljšim, večjim stvarem in predvidoma do konec leta bomo na Ptuju odprli eno krasno otroško praznovalnico oziroma bom rekel, ker Arbada Karba dobiva svoj zabaviščni park. Pa bo to samo za otroke, ali bo to tudi odrasli lahko? V bistvu bo tudi za odrasle, bo spet primerno za podjetja, da pridejo k nam kot na en družinski dan, bo primerno za družine, bo primerno za decembrski čas, za obdarovanje. V glavnem obeta se ker spet veliko dela, ampak ogromno zabave. Torej za naš naslednji team building se bomo lahko definitivno odločili za trampolin park. Nujno. Matjaž, super, hvala, da si se danes pridružil na tem pogovoru. Mislim, da smo kar veliko stvari obdelali, zanimivih, sploh tega, kar se tiče spletne prodaje in pa prisotnosti na spletu, ki je, kot si že samo omenil, danes nujna. Dragi gostje, vas pa povabim, da nam sledite na družbenih omrežjih, spremljate naše oddaje in vidimo se prihodnjič. Nasvidenje. Čau!